Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Gledališka in koncertna dvorana v Lendavi se je začela graditi na lokalno pobudo leta 1994, torej še v prejšnjem stoletju. Dograjena je bila 2004. leta in od takrat izvaja svoj program. Je osrednji prostor, kjer se dogaja največ stvari na odru v Lendavi. Arhitekt objekta je zelo znan madžarski arhitekt Imre Makovec. Sama stavba ima nek duhovni naboj v tem smislu, da je notranjost podobna obrnjenemu čolnu ladji. Dvorana ima 444 sedežev, ob dvorani je velika spodnja in zgornja avla, kjer se odvija nešteto drugih dogodkov, od sprejemov, pogostitev do porok, razstav. Kar se programa tiče, je program v slovenskem in madžarskem jeziku, kajti tukaj živi tudi narodna skupnost. In ta program dopolnjujemo še z drugačnimi jezičnimi programi, naprimer s programi hrvaške narodne skupnosti, romske skupnosti in drugih jezikov. Skozi leto imamo kar pester izbor programov, od poletnih gledaliških, otroških iger, lutkovnih predstav, koncertov, kinopredstav in abonmajev. Prihajajo vsa slovenska gledališča v Lendavo, prihajajo večja gledališča in tudi manjša gledališča iz Madžarske, priznana imena, 100-članski ciganski ansambel naprimer in podobne zasedbe. Ponosni smo na sinagogo, na našo zgodovino, na našo preteklost. Čeprav v Lendavi več ne živijo Judje, ohranjamo njihov spomin, kajti ne samo sinagoga, imeli smo še judovsko šolo in pa pokopališče v Dolgi vasi, ki je ohranjeno tako, kot so nam jo zapustili naši predniki. Danes je pa to prostor kulture, prostor spomina. V pritličju imamo stalno razstavo izraelskega grafika Dana Reisingerja, ki je tudi častni občan Lendave. V prvem nadstropju, torej tam, ki je bil nekoč prostor za ženske, pa imamo stalno razstavo, ki govori oziroma nam prikaže njihovo življenje. Prav gotovo si je vredno ogledati Muzej meščanstva, saj je ena najlepših neobaročnih zgradb na glavni ulici prav ta zgradba, v kateri se nahaja muzej. Tako si lahko tu v Muzeju meščanstva ogledate salon, meščanski salon s starim pohištvom družine Eppinger. Poleg tega je v Muzeju meščanstva razstavljeno tudi pohištvo iz prve lekarne v Pomurju, ki je bila ustanovljena leta 1835. Poleg tega je tu še na ogled tiskarna. V Lendavi je tiskarstvo tudi zelo pomembno, kajti prva tiskana knjiga na ozemlju današnje Slovenije v 16. stoletju je nastala prav tu v Lendavi, na Lendavskem gradu. Poleg tega je pa seveda še nekaj zelo pomembnega. Tu smo imeli prvo dežnikarno na Balkanu, ki je spet povezana z judovsko tradicijo. Iz šivalnice Bele Wortmana se je razvila tovarna dežnikov.
Grad je simbol Lendave, imamo razstavo o obdobju turških vpadov in napadov na lendavski grad, to je grad na Preži, kjer je prikazano orožje, s kakšnim so se bojevali takrat. Imamo tudi čudovito zbirko bronastih kipov Zola Đörđa. Zola Đörđ je umetnik, ki je ustvaril Trg herojev v Budimpešti, se je pa rodil v Lendavi in zato imamo to spominsko zbirko. Poleg tega je tudi na ogled hetiška kultura in tekstil, imamo tudi lapidarij, imamo pa še tudi zelo zanimivo zbirko metuljev, ki je edinstvena. Te metulje je zbiral naš lendavski svetovno znani grafik Štefan Galič in poleg njegovih grafik imamo tudi razstavljene njegove metulje. V sklopu tega smo imeli že res velikane, zdaj nazadnje, letos je bil Miro, lansko leto smo imeli Picassa in sodobnike, torej svetovno elito grafikov, kar je praktično neverjetno, da Lendava gosti take velikane. Nahajamo se torej na najvišji točki, najvišji višini tudi Lendavskih goric v tem trenutku in tudi na najvišjem razglednem stolpu v tem trenutku v Sloveniji, ki mu lahko rečemo tudi slovenski Eifflov stolp, namreč v višino meri kar 53,5 metrov. Do njega se lahko povzpnete po stopnicah, 240 jih je, ali pa kar z dvigalom do 9 nadstropij, kjer vas potem počaka seveda pogled v 4 dežele, Slovenijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Stolp nekako simbolizira vinogradniško tradicijo in kulturo, ki je tukaj v tem vinogradniškem okolišu lendavskih, dolgovaških in ostalih predelov gričevnatega sveta zelo prisotna. Namreč vemo, da so tukaj v tem vinorodnem okolišu doma številna dobra vina. In vsa ta vina se predstavljajo tudi v lokalni turistični ponudbi, ki jo seveda nudijo hiške spodaj, pa tudi lokal, kjer je urejena vinoteka. Ponudba stolpa ni le v tem, da se povzpneš po stopnicah ali z dvigalom na njegovo razgledno ploščad. Lahko se ustavimo tudi v kupoli, kjer se trenutno nahajamo, in tukaj je na ogled tudi trenutna razstava fotografije Lendave. Predtem je tukaj gostovala razstava lončene posode, začeli smo pa kar z razstavo pirhov v velikonočnem času. In ni zaman, da je ta atrakcija pred kratkim tudi prejela prestižno nagrado Sejalec leta 2016. Namreč gre za najbolj inovativen turistični produkt na tem območju oziroma na območju celotne Slovenije, kajti namreč to nagrado je Lendavskemu razglednemu stolpu podelila prav Slovenska turistična organizacija. Naj še povem to, da se je razgledni stolp znašel tudi med 3 najbolj obiskanimi turističnimi atrakcijami v Sloveniji. Na tem mestu, kjer se je nahajala stražarnica, so verniki in pa družina Gludovac postavila kapelico. In ko so kopali temelje, so naleteli na precej dobro ohranjeno truplo vojščaka, znanega vojščaka Hadika Mihaela, ki so ga potem seveda ohranili, ga postavili v krsto. In to je kar lepa atrakcija za turiste, ki se potem ustavijo v tej kapelici.
Sami začetki gostilne Lovski dom segajo v leto 77, ko sta v bistvu moja starša, Danica in Juraj Mesarič, se odločila takrat v tej zgradbi odpreti gostilno. Ostalo je seveda ime, to nas dosti ljudi sprašuje, zakaj pa ravno Lovski dom, ker je tukaj dejansko bil do leta 77 lovsko-ribiški dom. Takrat se je lovska družina odločila, da to zgradbo proda, moji starši so to kupili in se odločili tukaj narediti gostilno. In sta napisala kar, bom rekla, zanimivo zgodbo, začela sta v mali kuhinji, potem se je vse to skupaj širilo, seveda vse skupaj do očetove smrti. In takrat se je pa v bistvu počasi začela že najina zgodba, torej mlajše generacije. Nobenen od naju ni mislil, da bo končal v gostinstvu. Pač to so tiste zgodbe, ki jih življenje samo prinese. In mama je takrat ostala sama v gostilni, nekaj let je še to zmogla, potem pa se je odločila v bistvu, da bi lokal zaprla. Midva sva bila takrat, nisva bila vezana na nobeno službo, še mlada, in sva rekla, pa dajva midva poskusiti to. In tako sva v bistvu leta 2000 odprla gostilno nazaj midva. Najprej s pomočjo mame, že tistega osebja, ki je bilo tukaj. Hkrati pa sva začela spremljati nekatere trende v gostinstvu in počasi razvijati neko svojo zgodbo. In na koncu pač je nastala tale zgodbica, ki je zdaj že znana, da delamo malo drugače, da želimo biti drugačni, hkrati pa ohranjati tradicijo. Malo nenavadno je, da delamo brez jedilnega lista, imamo ga sicer, ker ga moramo imeti, ampak nekako se probamo z našimi gosti dogovoriti glede na njihove želje, glede na to, kaj pričakujejo. Tako da tisti gosti, ki nas zdaj poznajo, to že nekako sprejemajo, kar pridejo in rečejo, nekaj nam pripravite. Torej, poudarek je predvsem na domači, tradicionalni hrani. Ohranjamo domače jedi, kot so bograč, po receptu, ki je v naši hiši že 40 let, potem bujta repa, dödeli, ciganska pečenka. Ker smo vseeno nekako lovski dom, imamo tudi jedi iz divjačine. Pripravimo pa v bistvu tudi karkoli klasičnega ali pa po želji gostov. To ni gibanica je nastala čisto spontano. Nek gost je enkrat rekel, kaj pa je vaša tipična sladica? Pa smo rekli, dobro vprašanje, kaj pa je naša sladica, ne? Prekmurska gibanica pač je poznana povsod, po Sloveniji, tudi po tujini nekod. In sicer smo jo ponujali, naša prekmurska gibanica se imenuje prekrasna ali prekmurska krasna gibanica. Prekmurska je zaščitena, mi se s tem nismo ravno strinjali, ker moja tašča in kuharice, ki so bile, so imele nekako svoj recept prekmurske gibanice, ki se malenkost razlikuje, ampak ne po sestavinah od uradnega recepta prekmurske gibanice. In mi se nekako od tega našega recepta nismo hoteli ločiti in smo rekli, ne, mi ostajamo pri svojem, torej pri naši prekrasni gibanici, ne. No in na komentar tega gosta o naši tipični sladici smo rekli, saj res, kaj pa če bi naredili nekaj svojega, ne? Ampak nekako smo še vedno ostajali pri tem, da mora biti nekaj avtohtonega v tej gibanici, torej prekmurskega, ne? No in v štartu smo takoj pomislili na bučna semena, je naše, ne, tako kot bučno olje. Potem smo iskali nek kontrast, smo dodali gozdne sadeže. Rdeča nit vseh gibanic je skuta. To je v vseh naših gibanic, ne glede na to, če je slana ali sladka gibanica. No in namesto orehov smo dodali dejansko njihove najbližje, bom rekel, sadeže, sorodnike, kakorkoli, lešnike. No in ko smo mi to zložili, spekli, kusili, smo rekli, to pa je nekaj, ne? To smo iskali, to bo naša sladica. Ampak nimamo imena in ta gibanica, v bistvu ni gibanica, ne?
Ja, res, to ni gibanica. In je kar ostalo ime, to ni gibanica. Ne? In hkrati s tem, oziroma za našo to ni gibanico, avtomatično so se porajale potem nove ideje o novih, drugačnih gibanicah. Ne? Sprva sem iskal kombinacije, ki jih še nismo uporabili, no zdaj nekako pri tej 10. gibanici sem pa že prišel do tega, da moram malenkost ponavljati sestavine. Recimo zadnja gibanica se imenuje božična gibanica. Od gibanic torej imamo Flodni, imamo Prekrasno gibanico, imamo To ni gibanico, imamo Razgibanico, Žametno gibanico, Novo gibanico, Kmečko gibanico, Pivanico, ki je s pivom, Prekrasno pivanico in pa Božično gibanico. Poleti je predvsem zanimiva naša terasa oziroma naš gostinski vrt, vse se dogaja tam. Tam je tudi velik žar, na katerem Siniša potem pripravlja različne jedi, zelo, bom rekla, neklasične včasih za žar. Drugače pa se pač goste sprejemamo v jedilnici. Imamo tudi še nekaj prostorov za zaključene družbe, manjše, večje, tako da v bistvu smo pripravljeni na to, da sprejmemo kakršnokoli skupinico. Glede na najino zgodbo, bi skoraj da rekla, da je to načrt brez načrta, zato ker v bistvu sva videla, da najboljše je, če pustiš življenju, da te vodi in piše neko svojo zgodbo, tako kot pač stvari potekajo. Ne? Upam, da to še ni konec, da imamo še kakšne zaloge skrivnih receptov. Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Pomelajeva zgodba se je začela dobrih 15 let nazaj in sicer z namenom, da bi razvijali podeželje ter iskali potenciale in priložnosti za podeželske ljudi za zaposlitev ali pa tudi samozaposlitev na malih kmetijah v našem okolju. Iz tega smo v prihodnjih letih razvili predvsem rokodelstvo in tudi kulinariko. Naše rokodelstvo bazira predvsem na stari sorti koruze, imenovani trdinka, kajti ta koruza, ki smo jo sadili pri nas že 50-60 let nazaj, je izredno kvalitetna
izdelana, je popolnoma drugačna, kot pa so te nove koruze. In ličje, ali tako kot ga mi imenujemo tukaj v Polani bilje, je izredno primerno za pletenje. Te cekre, košarice in druge izdelke iz bilja so pletli že tudi 100 let nazaj. Mi smo želeli to tradicijo ohraniti, ji dati novi predih z novim dizajnom ter seveda tudi novo uporabnost. Naši pletarji ustvarjajo krasne izdelke iz bilja. Ustvarjajo cekre, ustvarjajo košarice in seveda tudi manjše izdelke, kot so na primer okraski, kot so angelčki, ptički in drugi okraski za jelke, ki so že tudi nekdaj krasili naše domove. Potem smo ugotovili, da je v našem prostoru bila prisotna tudi šiba v preteklih letih in smo skupaj z pletarji razvili izdelke, ki so se uporabljali na kmetijah in imajo danes tudi uporabno vrednost. To so pletene košare, pletene košarice, tudi cekri iz šibe. Vse te izdelke izdelujejo seveda spretni pletarji, ki pa želijo to svoje znanje prenesti tudi na nove generacije ali pa mogoče na tiste stare generacije, ki so to počeli v svoji rani mladosti in želijo obujati te spretnosti. Tako da ponujamo pletenje, pletarske delavnice. Tisti, ki nismo tako vešči pletenja, med te spadam tudi jaz, izdelujemo enostavne izdelke, kot so angelčki ali pa ptički, kot sem že prej omenila, ali pa mogoče kakšne izdelke, kjer uporabljamo tudi druge naravne materiale, kot so storži, kapice, želodi in iz njih izdelamo izdelke, ki jih potem odnesemo domov. Tudi rože, na primer, ki potem krasijo naše domove. Veliko otrok in družin se pri nas oglasi in plete te izdelke, tako da lahko otroci spet izkusijo, kaj pomeni nekaj izdelati z lastnimi rokami in potem to odnesti in imeti iz tega trajni spomin. Ti materiali prihajajo iz našega lokalnega okolja, to je koruza, ki je pridelana na polanskih njivah, to je šiba, ki raste za našo domačijo in te materiale oziroma te surovine mi s tem tudi ohranjamo. Ohranjamo tudi slovensko golico, z tem, da jo pražimo, imamo svoje njive, svoj nasad, obdelamo te buče in jih potem pražimo in moram reči, da so te bučnice izredno dobrega okusa, saj same popukajo in razvijajo eno tako svojstveno aromo. Te bučnice so en taki zdravi prigrizek, mogoče eno nadomestilo, uporabljamo jih pa lahko tudi v kulinariki, ko pečemo koruzno pogačo. Seveda lahko postrežemo tudi z pristno koruzno pogačo, v katero damo tudi te naše pražene bučnice, domača jabolka. Smo pa skozi čas našli tudi veliko receptov. Receptov predvsem piškotov, ki so jih pekle že naše babice. Mi smo te recepte vzeli, jih mogoče malo posodobili, tako da se pri nas dajo kupiti tudi piškoti z pirine moke, potem z ovsenih kosmičev in seveda naše znane pirine ali pa navadne polanske štangice, ki so pa izvrsten prigrizek ali k kakemu narezku ali pa tudi samo tako. Kuhamo tudi svoje marmelade, kuhamo jih po starem načinu, tako da imajo izredno nizko vsebnost dodanega sladkorja, želiramo jih z bektinom iz jabolk, tako da dodajamo jabolka. To so ene posebne marmelade, take kot smo kuhali nekdaj, ko so se par ur na domačem šporhatu pri babici kuhale te marmelade in jih potem napolnimo v male kozarčke. Mi smo prvenstveno tukaj zato, da ponujamo doživetje. Naši gosti, ki nas sedaj obiskujejo, prihajajo iz celotne Slovenije, prihajajo tudi iz tujine, tako da ponujamo vodenje tudi v tujem jeziku. Velikokrat se kdo odloči, ko ima obisk, da želi pač pokazati, kaj je našega avtohtonega in pripelje svoje obiskovalce tudi k nam, da jim mi to pokažemo. Seveda pa imamo dosti skupin tudi iz Term Lendava, iz tistih skupin, ki obiskujejo Lendavo in okolico, tudi iz Moravskih
Toplic, iz Radenec, tako iz cele okolice nas gostje obiskujejo. Čedalje pa je tudi več tujcev, ki tudi cenijo te domače rokodelske spretnosti in odnesajo potem ta trajni spomin v obliki nekega malega izdelka potem tudi domov. Zelo smo veseli, ko se pri nas ustavijo kolesarji, kajti nahajamo se na pomembni točki in za kolesarje in za pohodnike. Namreč za pohodnike smo del Pomurske planinske poti, ki poteka tukaj mimo. Ogromno se pa pri nas ustavi kolesarjev, kajti to doživetje in pač ta kulinarika potegne tudi marsikaterega kolesarja. Enako so tudi pohodniki. Imamo v okolici tudi pohode, ki po tej Miškovi poti, kot jo mi imenujemo, kajti tukaj je Miško Kranjec mimo nas hodil v Lendavo. Zdaj v prihodnje pa se želimo predvsem umestiti na več kolesarskih poti, tudi ki jih imajo predvsem terme, ali terme Lendava, ali terme 3000 in pripravljajo se novi kolesarski produkti, tako da bomo tudi mi del te kolesarske zgodbe. Je pa res, da smo mi tukaj en delček te zgodbe. V sami občini Velika Polana je seveda zgodba Miška Kranjca, tako da si lahko gostje, ki pridejo k nam, dejansko splanirajo celodnevni izlet. Pri nas pač prebijajo v nekem doživetju, potem imamo v bližini tehnološko dediščino v Copekovem mlinu, obnovljeno domačijo Miška Kranjca, tudi park. Vemo, da je Velika Polana vas, evropska vas Štorkelj, tako da tudi štorklje se dajo pri nas doživeti. In to doživetje potem lahko na koncu nastane kot en celodnevni izlet v naše kraje. Mi smo na trgu že 15 let, tako da točno vemo, kje so naše prednosti, kaj lahko gostom ponudimo. Predvsem smo se v zadnjem času začeli profilirati tudi za podjetja, kajti vemo, da podjetja velikokrat, ko načrtujejo tudi lastne zgodbe, iščejo predvsem unikatna in pristna domača okolja, kje se domišljija začne prav razvijati. Zato smo v zadnjem času začeli razvijati tudi produkt za podjetja. Podjetja, skupine nekje do 20 ljudi lahko pogostimo in jim nudimo prostor, kjer lahko kot zaključene skupine doživijo ali doživetje pletenja, ali pa tudi samo, da predstavimo našo zgodbo, ali pa da damo na voljo tudi naš prostor, kjer jih pogostimo in kjer lahko kreirajo svoje zgodbe. Seveda smo usmerjeni v prihodnost, predvsem v kolesarje, v pohodnike in to doživetje za obiskovalce želimo pripeljati na višji nivo, tako da je to doživetje res nekaj, kar odnesete za večno od nas.